Lepo pozdravljeni, čas je za pravljico iz knjižnice Litija. Tokrat bomo slišali Najboljša služba za Eli, ki jo je napisala Jodi Perakini. Slonica Eli si je hotela poiskati službo, zato je odšla do mame in jo prosila za pomoč. Te karkoli veseli, je prijazno vprašala mama. Eli je za trenutek pomislila in pomahala z ušesi. Hrana. No, to je dobro za začetek. Kaj praviš? Bi bila kuharica, je vprašala mama. Eli se je odpravila v zebrino okrepčevalnico. Zelo se je potrudila, da bi vse storila prav kot pravi kuharji. Mešala je in stepala ter pekla, pripravila je čudovite kolačke, okusno pijačo in slastne piškote. Vse je bilo videti tako mamljivo, da se Eli ni mogla premagati. Pojedla je vse, kar je bilo na mizi. Odpuščena si, so v en glas zavpili drugi kuharji. To ni služba za slona. Eli se je s pobešeno glavo odpravila domov. Mama jo je pobožala s trobcem in rekla: Pa poglejva, dobra si v trobentanju, kaj ko bi postala glasbenica? In tako se je Eli pridružila glasbeni skupini ptic. Te so čudovito čivkale in ščebetale. Eli je dvignila trobec in tra-ra-ra. Oh, to je tako glasno. To ni služba za slona, so se pritoževale ptice. In Eli se je ponovno vsa žalostna vrnila domov. Je rekla mama. Morda bi morala uporabiti svoje ustvarjalne veščine. Rada izdelujem stvari, je rekla Eli. Čudovito, morda pa bi lahko postala umetnica, je odvrnila mama. Mama je Eli poslala v lončarski atelje Plamenca. Plamenec je ustvarjal čudovite lonce in sklede. To je videti zabavno, je pomislila Eli. Začela je oblikovati, gladiti in vrteti glino, dokler ojoj in potem trask. Eli je z ušesom prevrnila celo polico s posodo. Ojoj, to ni služba za slona, se je pritožil Plamenec. Doma je Eli začela jokati. Preveč jem, sem preglasna in nerodna. Nikoli ne bom v ničemer dobra, je zastokala. Neumnost, je rekla mama. Pomisliva, si tudi krepka, tvoj trobec je zelo močan in rada pomagaš drugim. Prepričana sem, da nekje obstaja popolna služba zate. Nenadoma sta zaslišali strašen krik. Na pomoč! Zebrino okrepčevalnico je zajel ogenj. Živali so prestrašene tekale sem in tja. Nobena ni vedela, kaj naj stori. Eli pa je imela zamisel. Kolikor hitro je mogla, je stekla do luknje z vodo, načrpala jo je v svoj trobec in z njo poškropila okrepčevalnico. Eli, uspelo ti je, so hvaležno vzklikale živali. Eli se je nasmehnila. Ona je prava gasilka. Vsi so se strinjali. To je bila najboljša služba za Eli. Hvala in lep pozdrav do prihodnjič.